Živja, mi smo Imperij in vi poslušate Radioaktivno. Veter je bila slišana skupine Imperij z novega albuma Tisoče svetov. Julij in Peter pa sta z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Živja. Živja, lepo zdrav. Vaju je veter prinesel? Ja, malo vetra, malo avtocesta, malo kolona. Vse po malem. Danes bomo odkrivali Tisoče svetov. Ja, Tisoče svetov je nekako, bom rekel, celoten koncept našega albuma. Nekako smo se odločili dati mu tak naslov, zato ker smo začeli delati skladbe in vse so imele nekako, bom rekel, glavni smisel, neko popotovanje, neko predstavljanje v nek navidezni fantazijski svet, in na koncu smo se odločili, da vse skupaj eno celoto, bom rekel, povežemo in to poimenujemo Tisoče svetov, tako malo abstraktno. In če osvojite vse te svetove,
svetove, potem boste res zgradili imperij. Ja, po moje bo kakšen grad nastal, ne? Ali pa kaj podobnega. Verjamete, da je v tem vesolju še bistveno več svetov kot naš? Ja, jaz mislim, da vse več in več kaže na to, da je. Nekako bi bilo na nek način malo egocentrično misliti, da smo sami tukaj, glede na to, kako veliko je vesolje, lahko da je še kje kdo, ki zna tako ali pa še boljše razmišljati, kot znamo mi. Mogoče troli, zasledila sva tablo, troli na turneji. Sem zadnjič poslušal enega ameriškega znanstvenika, ki je dejansko potrdil to zadevo, da je teh svetov bistveno več. Da si mi delamo sami utvar, da živimo v tem vesolju oziroma vseh teh galaksijah. Najbrž res nismo sami. Ja. Verjetno še kdo, ki stanuje, samo ga mi ne poznamo. Mogoče res zelo daleč. Ja. Sedaj ste zgradili tretji imperij, ki nosi naslov Tisoče svetov. Najavljali ste ga že single. Ja, tudi, ja, v bistvu je šel skoraj sočasno je šel tudi v bistvu pesem z naslovom Proti soncu. Drugače smo pa tudi že prej, bom rekel, še preden je album prišel, smo tudi že izdali 2 singla. Prvi je bil Popotnik, drugi je bil pa Ples v dežju. Tako da v bistvu preden je album prišel oziroma sočasno so že 3 singli nekako tudi išli. Vse 3 smo podprli tudi z res dobrimi videospoti, tako in s pomočjo ostalih prijateljev, ki so sodelovali v videospotih, smo res naredili jaz mislim, kar lepe izdelke. Sedaj, ko smo pri teh tisočih svetovih, je prav, da zavrtimo še astronauta? Ja, vsekakor. Astronaut je sploh ena taka, bom rekel, ena izmed glavnih skladb, ki, bom rekel, najbolj, po mojem mnenju, predstavlja ta koncept tisočih svetov. Jaz se predsjavim za kakšnega astronauta, za kakšen izlet. Nekaj 10 milijonov stisneš in je to to. Pa ja, sej vzamemo iz predala, kar ostane, damo nazaj. Sicer sigurno se vsi ti bogataši, ki hodijo zdaj v vesolje, se sigurno trudijo, da bomo se lahko tudi mi na koncu za 50 evrov vsi odpravili. Ja. Takrat nas več ne bo. Ja, kdo ve. Med nama celo je vesolje. Kaj počneš? Upam, da si dobre volje. In če je že večer pri vas, a si zazrtal nebo? Čas tu teče počasneje. Mislim na te in bije mi srce hitreje. Sem že nekje na pol poti, nekje med zvezdami. Mimo novega planeta, tu moment, pri tebi so minila leta. Nese me v tišini med spomini, vračam se, ali čakaš še? Nese
Astronaut skupine Imperij z albuma Tisoče svetov. 7 let ustvarjate, tretji izdelek je to. Ja, res je hitro minil čas. Leta so šla zelo hitro, no. 6-7 let je minil tako, ko bi rekel, ker bi pihnil mal in se obrnil ves ta čas, no, tako da. Konstantno kakšne ideje, vedno smo delali, vedno smo bili pridni na koncu teh 7 let. Sploh se ni zdelo, da je 7 let, se zdi mi kot včeraj, ko smo začeli delati, ampak res ja. Julij Bend je nastal okrog tebe, leta 2013. Ja, jaz sem konc 2013 bivšo zasedbo, smo zaključili neko obdobje, v bistvu so fantje in dekle v bistvu sploh prenehali z igranjem, pa sem bil jaz pred veliko dilemo, a sploh nadaljevati ali kaj, pa se je zgodba v 2014 zavlekla, no, in potem sem pol nove člane nekako iskal, neki cajta se je to vrtel, pa je tako 2015, mislim, da na pomlad, pred poletjem, ne, prišel Pero. Takrat enkrat, ja. 2015, no, predtem smo še malo tavali v megli, ker se preden ti sestaviš ekipo, traja nekaj časa, ne, preden najdeš nekaj, bom rekel, ki ima mogoče kaj več kot sam mal hobi program igranja, ne. No, pa je pa zatem, so pa pol kmalu, zatem sta pa še Jure pa Katarina prišla. Da se sestavlja ekipa, no, od, lahko rečem, jeseni 2015 do zdaj. Ne. Zasedba se je kar nekaj spreminjala v teh letih? Ja, zasedba se je spreminjala, verjetno se bo tudi v prihodnosti spremenila, ne. Pridejo novi ljudje, nove zgodbe, ene se zaključijo, nove se odprejo, tako da tako je pač življenje in, bom rekel, pot gre naprej, ne. Vsak pač po svoji poti, kakor mu nanese. Je potem tudi album Tisoče svetov konec nekega obdobja, pa začetek novega sveta? Ja, verjetno je konec nekega obdobja, pa začetek nekega novega, no, tako kot sem rekel, ene stvari se zaključijo, ne, in nove se odprejo, tako da pot gre naprej, Imperij ustvarja dalje, pa bomo videli, kam nas bo pot peljala. Krištof Kolumb odkriva Ameriko. Tako. Novi svet. Ja. Naslednja bo Popotnik. Peter, prej si že dejal, da tudi to bil single. Ja, tako je, v bistvu to je bil prvi naš single, ne, s katerimi smo nekako začrtali to pot tretjega albuma, ta koncept tisočih svetov. Posneli smo tudi videospot, malenkost tako deluje apokaliptično, vse skupaj smo posneli v bivši industrijski coni v Kamniku, kjer, oziroma se je še zmeraj tam industrijska cona. Ja, Smodnišnica, in tako da deluje kot en tak preostanek sveta, ki smo ga poznali, in to je nekako nas tudi spodbudilo naprej, da smo sledili temu konceptu tisoče svetov in ga, bom rekel, pripeljali v to zaključeno celoto. Pa nekako nadgradili vse skupine.
popotnik skupine Imperij z albuma Tisoče svetov. Vidva sta kaj popotnika? Mogoče niste naravno najbolj popotniški človeka vprašali, ja, tu pa tam greva, ne, kdaj na kakšno potovanje, ne, če ne drugega polet malo se skopati, vsaj do južnih sosedov, pa kakšno tu pa tam kakšno službeno potovanje, drugač pa niso taka huda popotnika, ne, Juli. Sem pa kaj se kje najde, če ne drugega kot koncerta, pa tako kaj Pero rekel. Poletne počitnice, kakšne hribi, malo tako podeželje, v naravo, da se zadeve malo skulirajo, da se glave ohladijo in da imaš pol nov zalet za nove ideje. 3 albumi so plod dela skupine Imperij. Leta 2068 ste pričeli. Ja, 268, ja, kar zanimivo leto, ne, tako da zdaj pa nadgrajujemo naprej, ne. In zdaj greste potem nazaj proti letu 2021. Ja. Kaj se dogaja leta 2068? Da Ja, vemo, jaz vem, da sem bil v domu upokojencev, ne, tako da pa sem se malo reinkarniral nazaj. Ne. da vemo, koliko raznih epidemij, pandemij in podobnega nas še čaka. Ja, upajmo, da čim manj, ne. Glede na to, kaj se dogaja, je mislim, da kar počas dovoljno, da bi vsi radi šli v normalen bioritem in dihali tako, kot smo. Ne. Trenutno vse bolj kaže, da bo 2068 še vedno epidemija, ne da bo kakšna nova. Ne, govorijo, da smo vladi to izveni. Pomladni veter zapiha in odpihne. Ne. Tako ne, lepo Ja. vreme pa vse to. Po zimi še malo zaklepljemo, pomladi pa že odklenemo. Kaj ti takrat prihajajo ključni trenutki, pravijo. 2016 je še album 2068, potem 2 leti kasneje še Lutke. Ja, lutke so bile, bom rekel, naša prva nadgradnja. Če mogoče primerjamo z albumom 2068, se je cela ekipa malenkost iskala, nismo vedeli točno, na kak način želimo ustvarjati, kaj ustvarjati. Mogoče se malo pozna tudi, kdor posluša celoten album, da je mogoče malo bolj mešan. Pri lutkah smo to malo bolj že skristalizirali. Je nekako, bom rekel, če smem reči, to nek zvok Imperija, in vse skupaj smo potem še bolj nadaljevali, nadgradili v 3. albumu. Ne. Je pa, bom rekel, 3. album, oba Lutke in 2068 in Lutke smo delali, bom rekel, v enem studiu, 3. album smo delali v drugem studiu, tako da je vse skupaj bilo veliko enih novitet za nas in en tak velik preskok v vseh pogledih. Ja, s 3. albumom smo dobesedno šli kar krepko stopnico višji. No. Tudi povezali smo se z našim producentom Robijem Bulišičem, ker je iztisnil maksimalno dobre stvari iz nas vseh skupaj in mislim, da smo tudi zvokovno naredili tak dober preskok in smo res zelo zadovoljni. No. Tudi v Bear Tracksu, kjer smo snemali ploščo spomlad februarja, je bilo res fajn delati, no, luštno. Potem bi lahko rekli, da gre za neko vrsto evolucije. Ja, mogoče tudi, ne vem. Jaz mislim, da kar v vseh pogledih, ne. Ja. Vse smo se bolj, bom rekel, naučili. Ko smo začeli leta 2015, smo bili, bom rekel, napram, kar smo danes, smo bili relativno malo. Ko se ozremo nazaj, smo tako znanje kot zvok, v način dela, vse smo nadgradili. Ja, nove izkušnje, nove, pač iz prejšnjih nekaj potegneš, nekaj novega se naučiš in to spet nadgradiš. Ne. Tako da kilometrina se pa počasi začne že malo poznati. Ne. Pa tudi po tolikih letih se ve, kaj želite. Ja, pa tudi to, ja. Tudi to je. Vitez bo naslednjem? Vitez je tudi en tak, bom rekel, mogoče nenavaden komad za Imperij. Če smo mogoče malo bolj večinoma fokusirani na neke melodije in na melodične, neke spevne komade, je Vitez mogoče malenkost bolj ritmičen, če smem tako reči, in mogoče malenkost malo trši kot preostale pesmi. Mi bi rekli žganica. Ja, mečken bolj žganica. Ne? Je pa še zmeraj, bom rekel, izpod prstov Imperija in še zmeraj tak, bom rekel, še zmeraj se da zapet kaj zraven. Polja, gori v očeh mu neizmerna volja in želega čez neznane kraje. Bojna vihra, ki kraljestvo maje, dal je prisego svojemu gospodu. Prisegel je pri Bogu, da na bojišču da življenje zanje. Tvoje srce, upanje in sanje in ve, da najbrž ga ne bo nazaj.
moža in bije bitke, bije boj krvavi. Iz dneva v dan nič ga ne ustavi. Čaka na konec, da lahko zaupije. Konec sovraga, konec je morije. In na večer, ko spet je polna luna, si reče živ sem, hvala o fortuna. In ve, da najbrž ga ne bo nazaj. Pripravljen je na potovanje v neki novi svet. In ve, da se zgodilo bo tako, kot namenimo usoda. Nov pozdrav ali slovo. Vami blidi je zdravcu propad. Zora je in čas za nov napad. Vami blidi je zdravcu propad. Zora je in čas za nov napad. In vem, da najbrž ga ne bo nazaj. Pripravljen je na potovanje v neki novi svet. In vem, da se zgodilo bo tako, kot namenimo usoda. Nov pozdrav ali slovo. Skupina Imperij z albumom Tisoče svetov daje radioaktivno sta Julij in Peter. Rock zasedba ste. Na tem albumu je slišati kar precej trde rockerske zvoke. Ja, so kar, ja, mečken so to, bom rekel, delo našega Perota, ne. Mal pa mislim, da nas je tudi Robi malo bolj popeglo v neko tako smer, da je res izpadel mogoče tako, ne. Drugače se mi zdi pa, da so zelo v redu, no. Imperij je vedno malenkost, bom rekel, težil k temu, da je malo neizprosen, brezkompromisen, kar se tiče kitarskih zvokov, nekako se nismo držali nazaj, tako da na koncu smo želeli pač nekaj povedati, želeli smo dati sebe na to ploščo in bom rekel, tudi te trši kitarski zvoki, ki so mogoče malenkost manj popularni v zabavni glasbi zadnje leta, to smo vse nomine. Nismo zavijali v vatko, ne. Smo kar pustili, ne, da so šli čez in tudi naš producent je res, se mi zdi, da je to dobro tako sprejel in dobro to vse skupaj spravil čez skladbe, no, tako da je res fajn. So poslušalci kaj rekli, da ste preglasni? Pa zdaj enkrat še nimamo takih feedbackov, da se bi kdo pritožil. Bomo videli, kaj bo čas prinesel. Na srečo ne, prostor za vaje je pod zemljo, tako da nas večinoma ne preganjajo nikamor. Tudi mislim, da nismo preveč brezobzirni, kar se tiče nasplošno glasnosti, niti uri igranja. Kako ste zadovoljni s vsemi temi albumi oziroma s temi zvokovnimi preskoki v teh letih? Ja, jaz mislim, če se mene osebno vpraša, zelo, ne. Pač prvi album je itak prebijaš let, pač malo se iščeš, tudi zasedba in vse skupaj, ne, nekaj novega je. Težko je kar iz nič, brez nekih izkušenj ali pa neke pomoči, bom rekel, tretjih ušes ali pa producenta, ki se malo bolj posveti tebi, narediti nek famozen del, vsaj jaz tako mislim, ne, glih v prvem albumu, a ne, ponovadi prvi albumi glih niso neka, razen pri velikih, ne, tam je pa druga zgodba. Drugače pa ja, mislim, da smo iz prvega na drugega skočili že dosti solidno, ne, tako kot je že Peter povedal in pa seveda z drugega na tretjega. Se mi zdi, da je pa sploh, no, tudi zvokovno je čist druga zgodba in res, mislim, da je to prav sound, no, tako, ko se zagre. V nadaljevanju bomo slišali, kako zveni ptica. Ja, imamo poln ptic. Mogoče Pero, ki je več povedal o kakšnih pticah. Selivk. Naša ptica selivka, ja. Naša ptica selivka je nekako popoln motiv za ta koncept tisočih svetov, tako da ptica ni nič drugačna. Tudi ptica potuje v druge kraje, kjer je boljše, kjer je lepše. In bom rekel, in to se da slišati tudi mogoče v tej pesmi. Mislim, da ima
zelo lepih pesmi na plošči, vsaj meni osebno. Praviš, da bi odletela kot ptica jeseni tja na jug in šla odkrivat nove kraje in tja iskati drug poljub. Znaš poslušati srce, pusti vetru naj te nese preko širnega neba. Čakajo te nove sanje, Ptica skupine Imperij bi bila ptici? Včasih bi bilo dobro malo poleteti po zraku, pa z ptiče perspektive malo pogledati dol, kako izgleda vse skupaj. Se ne bi mogoče branil, čeprav jaz bi mogel verjetno še kaj narediti, da bi bil pa resno lahek v lahko poletu. Če ne drugega, si vsi želimo biti ptice, bom rekel, v petek popoldne na ljubljanski obvoznici. Ja, pa po luftu dam. Čeprav pa tudi ptica lahko prispodoba za neke vrste svobodo. Tudi, bom rekel, vsi si želimo biti kdaj malo bolj svobodni, kot smo trenutno, in odleteti malo, ne? Ravno zato pa tudi take, bom rekel, take pesmi, da nas mogoče malo inspirirajo ali pa mogoče, da vsaj malenkost pozabimo, si predstavljamo in odletimo v ene druge kraje, vsaj v mislih, če že ne moremo fizično mogoče. Zaradi, bom rekel, situacije, kar se tiče epidemije ali pomankanja sredstev, karkoli. Ne nazadnje ob albumu piše, da so pesmi na tem albumu pesmi o svobodi, po potovanjih, pustolovščinah, junaštvih. Ja, bo kar držal. Cel skupek, Ja, ne, če celoten vse skupaj, paket. celoten paket, ja. Celoten paket, bom rekel, popotovanje, nove izkušnje, bom rekel, skozi tisoče svetov. Kdo je potem poskrbel za besedila? Ja, po večini je to, kar Juretovo delo, no, nekaj malega sem jaz dodal, kakšno drobnarijo. Drugač pa Jure, tako kot večina do zdaj. On bolj to naredi.
Vi rimate. On je mojster teh rim, ne, bom rekel, kakšni smo si malo bolj domači v glasbi, on pa se mi zdi, da s temi teksti kar nekako dobi dobre ideje, pa nekako pride do konca. Mislim, da tu pa tam kakšno kitico zna vsak napisati, sam celo besedilo je pa kar teže. Imam bolj problem, kaj bolj prozno napišem, ne, potem je treba to pretehtati oziroma pretenstati, po domač povedan, premetati levo, desno, da so besedne zveze pa malo drugačne in da je zaključek potem prije malo drugačen, ne, ker nimam recimo neke kitare v roki, da bi prek melodije to počel, ne, ampak pač iz glave, ko mi misli letijo, pa spišeš, ne, potem je to malo drugačna zgodba. Ne. Nekaj znanja verjetno treba imeti. Nekateri pravijo, ki dosti napišejo, da to že obrt. Ja, lahko bi rekli, da je res obrt, ja. Moš kar imeti malo žilce za to. Znanje, talent, izkušnje, kot pri vsem. Ne. Pa potem še zadeti pravo tematiko. Čeprav danes je več kot dovolj. Tako je, prava tematika s pravo glasbeno podlago je itak vedno, bom rekel, potem tista zmagovalna kombinacija. Ne. Bi potem lahko rekli, da je tudi album kritičen? Ja, ne vem, če bi glih lahko rekel, da je kritičen, mogoče niti ne. No. Mogoče malenkost manj, kot je bil drugi, ja, zagotovo. Ples v dežju bo naslednja, ki bo igrala in plesala. Ja, Ples v dežju smo posneli, se pravi, tudi video spota, ne. Bom rekel, da smo imeli tudi eno tako lušno zgodbo noter, no. Tako da se mi zdi, da je kar tak pozitiven povabilo na ples v dežju, da se da plesati tudi v dežju in to je to. Ne. Vabim te na ples pod črnimi oblaki, ob ritmu tihih kapljic, tja v objem noči, z melodijo vetra in mokrimi koraki, sivino prazne ceste, ko tiho zagrmi, mimo lušča z mesto, skrito v kopreni, mehki kakor sanje, ko si zaželim. Na obmrzlem pišu ti se stisneš k meni, pozabiš na dežnik in jaz dežju te zavrtim. Naj ne oziraš
Ples od živ ter skupina Imperij, 10 oziroma 11 skladb je na albumu, 10, če odštejemo intro. Ja, 10 odštejemo intro. Intro je bila neka Petrova taka lepa ideja, pa smo rekli, dajmo, in kad to še nismo naredili, in smo jo pol naredili, ne Pero? Tako nekako smo gledali te, mogoče res ni zdaj to toliko več popularno, ampak včasih so imeli zelo pogosto, bom rekel, albumi neke intro zadeve. Tukaj je pravzaprav ta intro skoraj bolj del prvega komada Veter, ampak na koncu smo se odločili, da bomo to razrezali in bomo imeli pač Veter posebej. Ta ideja, ki je bila pa za začetek komada, je pa na koncu pristala v intro. Ne. Ta, bom rekel, številka 10 je pa nekako kar ena taka magična meja za albume. Pri nas sploh, v prejšnjem smo jih imeli sicer tudi 11, ampak na prvi plošči pa, kakor se spomnim, jih je bilo tudi glih 10. Ne. Ja, tudi. Je album plod zaprti, omejevan in podobnega? Ja, v bistvu smo, lahko rečem, med temle korona časom sam nadgradili oziroma popeglali z našim producentom, ne, ploščo, ne, se pravi od lanskega poznega poletja, ne, pa čez jesen in do pomladi smo res pilali to v detajle, tako res, tako kaj treba, no. Tako da smo potem 8. februarja, mislim, da smo šli v studio, za teden dni smo pač v tistem tednu dni posneli vas materialno. Srečo smo imeli, ne, da to v bistvu že pred tistim celo prvim valom, ki je prišla korona, smo imeli že kar glavnino materijala, tako drugače napisanega, ni bilo sicer še zvadeno, pa ene par komadov nam je falil, tako da smo med korono smo sicer nekaj delali od doma, kakor so mnogi, bom rekel, drugi mogli za službo, smo tudi mi mogli, smo se en čas odpovedali vajam, tam so nastali mogoče ne 2-3 še pesmi, kakor nam je manjkalo do te magične desetke, ki smo jih pa potem lahko, ki je bilo konc tega prvega zaprtja, lepo skupaj podelali in dokončali. Žal pa ni šlo čist brez težav, ne. Mi smo mislili že nekoliko prej iti v studio pa zadevo posnet, pa nas je takrat v bistvu prehitel drugi val. Dvakrat smo prestavili. Drugi val in smo mogli za nekaj časa odložiti in šele v bistvu letos pred začetkom pomladi nekje smo... Ja, februarja smo šli potem v studio, da smo končno lahko svoj zastavljen cilj izpolnili. Kako pa je potekalo vaše delo nadaljavo? Ja, malo smo se po mailih pošiljali, malo ne, drugače tak ni šlo, v bistvu kar večina, no, po mailih. To je pa to, ne, ker enostavno nekaj časa se ni dal delati, ne, v danih razmerah, ki so bile v tistem trenutku, ne, tako da smo prek mailov vsi pošiljali pa take stvari, tako da. Kakšne ideje malo debatirali malo, kaj bi še lahko naredili, tako. In potem plod vseh teh miselnih neurij, kot temu pravijo, je potem Tisoče svetov. Tako sploh bom rekel, ta zadnjih neki pesmi. Sej v bistvu mnoge pesmi, tudi ki so na koncu na albumu, so v bistvu šele na koncu tudi nastajale. To je tudi en del, bom rekel. Siguren je malo tudi vplivala vsa ta situacija, pa epidemija, pa drugačen način dela, tudi na končen izdelek. S teboj bo naslednja? S teboj, to je pa eden mogoče izmed naših najbolj lahkotnih pesmi, mogoče na tem albumu ali pa celo nasploh. Taka lušna pop, rock, baladica, tako čisto za sprostitev. To si jo lahko vsak zavrti na poti iz službe domov. Zdi se kot da ta večer me k tebi vabi, v vetru pušča mi sledi. Kje si skriva sladek vonj te po pomladi, nevihta z juga te podi. Čakaj me, prepusti se, slediva si v sanje in vsak hip še notri zapletena juvanje. Daj postoj, zdaj sem tvoj.
sem tvoj, vzameš me seboj. Srce se mi smeji, ker grem s teboj. Pomalo fantazije, s teboj. Pogledaj tja čez rob sveta, s teboj. Večer bo poln spomina in želja, nocoj na jutro mi prinesejo s teboj. S teboj. Pomalo fantazije, s teboj. Pogledaj tja čez rob sveta, s teboj. Večer bo poln spominov in želja, nocoj na jutro mi prinesejo s teboj, s teboj. Julij in Peter, člana skupine Imperij, z mano v oddaji Radioaktivno. 7. rojstni dan ste obeležili s koncertom, kot sem prebral na spletu, nadaljavo. Ker ti za 4. februar letos ste najavljali Facebook koncert. Ja, v bistvu je bil tisti prenos v živo, a smo preko Facebook, Ja, mislim, da smo Facebook prek kanala. Facebooka, no, toliko stvari se nekaj dogaja, da sem zdaj že jaz malo zaciklal. Ja, prek Facebook kanala smo imeli en tak kratek mini, bom rekel, koncert. Se nismo prav dolg, mislim, da je bilo ne pol ure, nekje 20 minut, pol ure, no, smo odigrali nekaj komadov tudi z nove plošče. Tako da so lahko poslušalci slišali, da še živite pa migate. Ja, Da niso pozabili na nas, ne pa se preveč sprašvali, kaj se dogaja. So obtičalki v tisti kleti spodaj. To je v Julkas studiu. ja, to je v mojem prostoru, novejšem, ta starost še živi, tako da ta je malo večji, no. Tako da je tudi delo malo lažje, malo bolj komod, nismo toliko stisnjeni. Pa ne nazadnje lahko tudi koga povabimo notri, da nas posluša, je prostor malenkost. Bolj prostora, ne? Ja, ena mini taka dvorana je, no, tako da se da narediti kot manjši koncert, ki je do enih 70-80 ljudi. Tako da lahko tudi doma naredimo kaj, da nam ni treba vedno okoli hoditi, ne. Zanimiv pristop. Zdaj Lahko vemo- poslušalce ja, vabite. Problem je zato, ker je tudi teh prizorišč je skozi manj, ne. Skozi teže priješ zraven in enostavno se je pač po spletu na ključi zgodili tako, da sem jaz prišel do tega in zdaj tam funkcioniramo. Enako kot Don D, ki so prav tako poslušalce vabili v svoj plac za vaje. Ja, podobna zgodba, ja, bi lahko rekel. Ja. Sam nas je zdaj ta korona malo, bom rekel, pohecala in nam preprečila marsikero idejo še, ker bi jo lahko realizirali, pa jo nismo mogli. No. Ko se potem prihodnje leto vse odpre, potem pa na odre. Ja, jaz mislim, da več kot 100% se zagotovo. No. Sam, da se stvari malo uredijo, da bo to malo bolj, bom rekel, človeku prijazno, pa brez nekih takih in drugačnih stresnih zadev, pa mislim, da bomo kar se reče po domače zaurali po njivi. Proti soncu bo naslednja tudi aktualni singl. Ja, pero gre velikrat proti soncu, ne. Proti soncu, Sicer čeprav s kolesom, ne, peš, pa tako, ne. Pa z veliko sončne kreme, glede na frizuro. Afro. Moraš imeti. Moram, nujno. Ja, proti soncu je tudi, bom rekel, eden izmed bolj lahkotnih, ena taka power baladica, drugače tudi eden izmed kasnejših pesmi, ki smo jih, bom rekel, v procesu ustvarjanja naredili. Drugače pa zopet ena taka super pozitivna tematika proti soncu, proti nečem pozitivnem, na boljše, kar si vsak, bom rekel, zopet lahko predstavlja in si želi od časa do časa. Ja, gremo proti soncu, ne, zaljubljeni v življenje, ne. In za sabo puščamo sence, ne, ki se daljšajo v nek večer in v noč, ki prinaša nove dogodivščine, take in drugačne, ne. Skozi jutranje meglice me povabi v svoj objem. Ko z roso si umijem lice, nov dan se zablešči v njem.
se daljša v večer. Horizont preliva barve, kažejo mi pravo smer. Proti soncu grem, zaljubljen v življenje. Prav vsak korak je sreča, poželenje. Proti soncu grem in naj se čas ustavi. Želijo ga oči, bežim stran od noči. Proti soncu grem, zaljubljen v življenje. Prav vsak korak je sreča, poželenje. Proti soncu grem in naj se čas ustavi. Želijo ga oči, bežim stran od noči. Proti soncu. Proti soncu smo šli s skupino Imperij. Če se ostavimo še pri celostni podobi, tudi ta gre proti soncu oziroma sončnemu zahodu, vse po barvah sodeč. Ja, celostno podobo nam je naredila Alja Herlah. Malo smo še mi zraven skoordinirali, ne. Drugače pa je, ja, tak vesoljski kot neka, ko smo že rekli, raketa ali nekaj podobnega, ne. Ja, tako nekako, bom rekel, naslovnica, ki poudarja ta koncept potovanja nekam drugam. Je pa barvno je malenkost drugačna, kot je bila prejšnja, ne. Prejšnja smo zelo veliko dali na to črno-belo-rdečo kombinacijo. Zdaj smo se pa odločili, da bomo eno novo barvo v Imperiju uvedli in evo, ta je malo bolj oranžna. Ja, to je res bolj sončni zahod. Ja, malo bolj taka posebna. Marsikateri svet verjetno ima tak sončni zahod. Pri svojem soncu, Verjetno, ne pri res. našem soncu. Ja. Kako do vaše glasbe? Naša glasba je v bistvu dostopna na vseh, bom rekel, priljubljenih platformah. Lahko si kupite, bom rekel, kot je bilo to včasih CD, je na prodaj, bom rekel, Pri naši založbi. pri naši založbi. Drugače pa na vseh teh platformah, ki so zdaj najbolj popularne, se pravi Spotify, Apple Music, Deezer. Vse te platforme, ki so pač na voljo. No. Ja, kjerkoli boste pogledali, V karkoli fizični obliki pa uporabljate. zagotovo na založbi. No. Tako da. Imate še CD, klasično obliko, minutaža na albumu pa je za vinilno ploščo. Ja. Ja, kaj se vem, mogoče smo malo old school, pa bomo še vedno radi tako obliko. Ne. Mogoče kdaj tudi vinilna plošča, ne bomo videli. Ne. Čeprav je s slednjimi tudi zdaj težava, ne, ker je pomanjkanje materijala, pomanjkanje vseh živih stvari in je kar težava. Se kar precej časa čaka na vinilno ploščo. Ne. Čudno, da plastike zmanjkuje. Ja, res je čudno, ampak po zadnjih informacijah, ki jih imam za nepar naših slovenskih izvajalcev, ki so jo pač želeli narediti, natiskati, no, so začakali tam tudi do pol leta, 8 mesecev, so kar, tako bom rekel, zanimive zgodbe, no. Ker človek ne more verjeti, da ni plastike. Ne. Ja, bo moral zopet Jugoton oživeti. Ja, Jugoton, ne, ali pa ZKPR, to je. Ko zaspi, bo predzadnja. Ja, Pero večkrat rad zaspi, ne. Ja, samo ne na delovnem mestu, da ne pomote. Zjutraj ima skozi težave, ne. Zaspiš na vajah ali na vajah. To po moje tudi še nisem, mogoče po kakšni vaji. Tam je buden kavevrca, to ni nikoli se, da bi slučajno dremel. Ja, drugače pa ko zaspi je pravzaprav čist prva pesem, ki smo jo skupaj naredili, ki smo se lotili tega podviga tretjega albuma. Bom rekel, tudi ena taka pesem z dvemi obrazi, mogoče kitica taka lepa, spevna, refren pa te tisto zareže in udari, da ne veš ali z leve ali z desne. Tak mogoče malo zanimiv dvodelen
komad, pa mogoče tudi besedilo malenkost bolj temno še, mogoče bolj v stilu naše druge plošče, takrat to je glih bil ta prehod iz druge na tretjo, ampak še zmeri neko zaspi, bom rekel, tudi lahko ta koncept popotovanja, če ne drugega v sanji. Ona nosi moje sanje, po poti v prepovedan svet. V tišini pazi nanje, ko počasi vene cvet. Ona nosi vso ljubezen, vsak utrip srca. Med trenutki izgubljena in spomini prepojena, dava zdaj v objem prostranosti in neba. Ko zapre oči in se prepusti, veter ji prinaša glas, ki pravi, da je čas. Naj se umiri, naj bo brez skrbi in prestopi prag realnosti, mirno naj zaspi. Ona nosi tihe želje, šepetane v slovo. Misli polne hrepenenja, majhnih radosti življenja. Z njimi gre lebdi, odpira si nebo. Ko zapre oči in se prepusti, veter ji prinaša glas, ki pravi, da je čas. Naj se umiri, naj bo brez skrbi in prestopi prag realnosti, mirno naj zaspi. Ko zapre oči in se prepusti, veter ji prinaša glas, ki pravi, da je čas. Naj se umiri, naj bo brez skrbi in prestopi prag realnosti, mirno naj zaspi. In prestopi prag realnosti, mirno naj zaspi. Julij in Peter, za konec tega pogovora in predstavitve plošče Tisoče svetov, spletno stran še imate, kjer je možno dobiti dodatne informacije o vas? Imperi.si, Facebook stran, tam se pač refreshajo stvari, kakor se dogajajo, tako da so zadeve na tekočo. Na družabnih omrežjih ste zelo aktivni. Lahko rečem ja in ne, no. Kaj pa svem, smo pa nismo, no, tako. Facebook še zmeraj največ. Facebook smo še vedno, ne. Neki delno tudi Instagram, ampak- kaj dosti drugega pa ne. TikTok pa še ne. Ne, ne. TikTok še ne, to smo prestali. Tik-tak bombončki, to pa ja. To pa ja, z 2 kalorijama. Tako. Izzivi, ki so pred vami, album je sicer še svež. Ja, tole predstaviti maksimalno pač, kar bomo lahko. Potem pa naprej, ne, bomo videli, kam bo pot peljala, kako bo z vsemi stvarmi, pa bomo pa videli, kaj se bo dogajalo sprot. Težko je nekaj predvideti, pa napovedati naprej. Napovedi so zelo nehvaležne, ne, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. No. Pustimo se presenetiti, se pa pripravlja tudi še stvari. Verjetno še kak single z Tisoče svetov?
Ja, morda tudi single, morda tudi z videospotom še podprt, tle še ni kocka padla, no. Bomo videli. Ali pa morda tudi čist popolnoma kaj novega, no. Bomo videli. Ampak mislim, da bo še kaj iz tega padlo, da je še prekmal. Kaj ti je še kar nekaj sklad s potencialom. Tako. Trans je tista, s katero bomo zaprli ta pogovor. Trans je pa tudi, ja, tako bom rekel, pesem, ki je super za konec, a ne, tudi če boste poslušali ploščo oziroma pesem, boste videli, da na koncu komad lepo odzveni v neznano, nekam v daljavo, tako da se nam je zdel super en tak komad za zaključek, oziroma da na koncu od vsega tega popotovanja padeš v en trans. Jaz mislim, da je zelo dober komad, no. Mislim, saj meni osebno, no, tako da res nekaj čist drugače se mi zdi, kot smo karkoli ostalo naredili. Udaren, živahen. Ja. Potem gremo v transu v noč. Julij in Peter, hvala, da sta glasila v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Najlepša hvala za povabilo, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radia Prlek. Objemajo te luči, objema te euforija. Vleče te ta moment, vleče te energija. Pozabljene so skrbi, pozabljena je razsodnost. In niti mar za ljudi, niti mar za prihodnost. Odsoten pogled, prepoteno telo, blažen nasmeh, o kako je lepo. Lesišče valovi,
Živijo, mi smo Imperij. In vi poslušate Radioaktivno.